Pozdravljeni v 11. delu slovenskega tutoriala za Terrafirma Craft. Z vami sem še vedno Andrej. Govorili smo v prejšnjih delih o železu in smo prišli tudi do jekla. Zdaj, danes bomo govorili še eno stopnjo naprej o črnem jeklu. To je zlitina navadnega jekla, nikla in pa črnega brona. Zdaj, nikel sem najdel tule. To je proti zahodu. Za to črni bron rabimo pa baker, zlato in srebro. Zlato se najde tule in tule. Srebro je pa malo dlje, je proti jugozahodu. Nisem ga našel bliže, je pa tu in tu, tako da je to kar nekaj hoje daleč. Nabral sem si ga kar nekaj, tako da ga bo za nekaj časa dovolj. Naredil sem si že ingote črnega brona in pa nikla. Ostali so še mi tile, naredil sem si... sneži. Lepo. Ok, naredil sem si že tudi vseh 5 stopenj moje peči. To je bilo potrebno zaradi tega, da se lahko hitreje ta pig iron dobiva. Torej ostale sta mi še dva dvojna ingota in pa en navaden ingot od jekla. Dva imam niklova ingota in pa dva ingota črnega brona. Tale dva ingota tega pig irona bomo rabili kasneje, tako da se kar lotimo tega postopka. Zdaj, jeklo taliti v tej našem piskrčku bomo naredili tako, da ker je tale temperatura zdaj premala, da bi to stopili, rabimo meh. Pri tem, tako da ga dajmo malo narediti podpiha in se tudi temperatura zviša in se nam je ta jeklo stalilo. Tako da dajmo kar vso tole jeklo lepo staliti. Takole, še tega. Če bo šlo, če notreva spet meha malo nikl. Zdaj, za črno jeklo je potrebno navadno jeklo, kot smo rekli, to je od 50 do 70%. Potem je potrebno nikla, je potrebno od 15 do 25%. In pa črnega brona tudi 15 do 25%. To pomeni, da če mi vse tele ingote stopimo, dobimo weak steel, smo v tem območju 55 jekla, 22 nikla in 22 črnega brona. Tako da smo dobili 900 enot šibkega jekla. Tako, zdaj tole moramo mi si lepo spraviti ven. Dobili smo 900 enot, smo rekli. Jaz bom zaenkrat samo 200 enot potegnil ven, kar jih bomo rabili za ta tutorial. Malo premalo temperature. Takole. Torej, bomo rabili 200 enot, naredili bomo 2 ingota tega črnega jekla. Zdaj, ostale, kar je naprej, jaz ne bom razlagal potem še o tem modrem jeklu in rdečem jeklu, ki se delata na podoben način, oziroma skoraj isti način kot to črno jeklo. Zato vam bom sam potem razložil še, v čem je razlika. Tole dajmo gret. Ok,
ni toliko velika temperatura. Pa tale dva dajmo gret. Tega že lahko dobimo iz modela, lahko. Torej bomo dali kar vse gret. Aja, ker je pač taka. Prišlo bo to. Aha, ok. Tale dva se bom to pa orang se gret. Dajmo še tole malo premoga, da ne bo zmanjkalo nam. Torej, tole črno jeklo bomo dobili iz teh ingotov. Rabimo ta weak steel ingot in pa pig iron ingot. Zdaj pri teh barvnih jeklih je poanta v tem, da je treba nekaj zmeri zraven zvariti. Recimo pri tem črnem jeklu moramo zvariti ta šibko jeklo in pa pig iron. Jih zvarimo skupaj in da lahko potem obdelujemo da ga lahko obdelamo v črno jeklo. Medtem ko naprej za modro jeklo rabimo potem zvariti skupaj z črnim jeklom in pa rdeče jeklo rabimo tudi variti z črnim jeklom. Samo to je razlika med temi barvnimi jekli, da se pač to dobi. Zato jaz tudi ne bom razlagal o tem modrem in rdečem jeklu. Sicer pa to najdete vse na Wikipediji od Terrafirma Crafta, da se lahko tam pogledate. To se boste mogli pogledati, če hočete vedeti prava razmerja, kako se tali ruda. Tako da tole bo tudi moj zadnji tutorial. Zdaj, če bo vprašanja, če bo zanimanje za naprej, lahko še, kar še nisem razložil v tem tutorialu, je glede hrane. Kar se tiče podaljševanja življenjske dobe hrane, to se, kako se naredi sod z kisom, kako se vlaga hrana. Potem tudi nisem nič omenil glede živali, glede pujsov, krav, piščancov in tega, kako se dela ta živinoreja. To si lahko sami pogledate. Zdaj, če bo kako vprašanje oziroma če bo veliko zanimanja glede tega, lahko tudi naredim tutorial. Tako da lahko se oglasite, v opisu od spodaj je tudi moj mail, lahko tudi na tem kanalu povete mnenja, kaj bi še lahko, kaj vas zanima, kaj ne veste, kaj bi še lahko naredil kak tutorial. Tako da je to zdaj na vas. Torej, rekel sem, da zvarimo ta dva skupaj, dobimo high carbon black steel ingot. Zdaj bo treba pa tega še obdelati. Tega bomo dali gret nazaj. Tole bomo še zvarili. Takole. Pa lahko damo kar obdelati. In high carbon black steel ingot bomo obdelali v ingot. 3 udarci. Sicer nisem si še pogledal, kak je to. Pa rečemo bend. Ni. Tako. In smo dobili achievement any color. It's good. In to je black steel ingot. Še tega le obdelamo. Sicer si tak nisem zapomnil, kaj smo naredili. Mislim, da je bilo enkrat ta, dvakrat ta, potem tole. Ni. Enkrat to. Ja. V redu. To smo zdaj dobili te ingote črnega jekla. Zdaj, če bi hoteli to obdelovati naprej,
vidimo zopet prazno, je ta nakovalo prešibko, bo treba te ingote, kot sem že pokazal v prejšnjih tutorialih, dobiti dvojne ingote, dati 3 tu, 3 tu, enega tu, torej 7 dvojnih ingotov, da dobimo nakovalo. Še tole pokažemo za na konec. Tega že lahko varimo, tam se še mora mar segreti. Torej, Terra Firma Craft mod je zelo zanimiv, na čase tudi zelo zahteven. Vidimo idile, svet se ustvarja tudi zelo lepo. Ko sem šel iskat srebro, sem naletel na slapove lave, tudi zelo lepo naredilo. Potem slapovi, tako da se tudi naredi zelo lepa mapa. Se splača malo okrog hoditi, takrat, če boste igrali, boste mogli okrog hoditi, iskati rudo. Tule, če boste igrali to seme, kjer ga jaz igram tutorial, sem vam tako pokazal, ki se ruda nahaja, tako da lahko greste direkt tja nabirati. Vam pa priporočam prvo, da igrate tole seme, to mapo, da se malo privadite, da malo vidite, kakšne stvari potekajo, potem pa si ustvarite naključno seme, naključno mapo. Če tam ne upišete semena noter, se vam naključna mapa zgenerira. In včasih so mape tudi je zelo velik izziv, kakšna mapa. Recimo se pojaviš nekje sredi džungle, ker v džungli so visoka drevesa in tam so vedno noter ti zombiji pa okostnjaki. Potem druga je, da se pojavite na suhi zemlji, je daleč okrog suha zemlja, ker gline ne boste našli, boste mogli daleč hoditi. To so zelo zahtevne mape in tudi zelo, bi rekel temu, za izziv. Znajo pa tudi biti zelo zanimive. Tako, da smo to dobili, to se je segrelo. In to zvarimo skupaj. Takole in smo dobili dvojni ingot. Še 6 takih dobimo nakovalo in lahko gremo naprej na modro jeklo, ki se dela na isti način, samo da ne varimo zraven pig iron, ampak to črno jeklo. Tako, zelo sem užival pri izdelavi tega tutoriala. Lepo vas pozdravljam, probajte ta mod, zelo je zanimiv. Dajte kak mnenje od spodaj ali pa kak tekst napisati, če ste to igrali, kak se vam je zdelo, ali je zanimivo, tako da prosim, pišite kaj. To je bilo vse od tega tutoriala. Lepo vas pozdravljam, imejte se skrajno lepo. Čau, čau.